Doktor Erik Brecelj je naslednji sogovornik pred mikrofonom in kamero Radia Ognjišče. Doktor Brecelj, lepo pozdravljeni. Najprej seveda prav, da začneva tako. Dober dan. Dober dan, dobrodošli. Morda bi bilo lepo začeti tudi spomini takrat na jesen, na našo dobrodelno akcijo, ko smo stopili skupaj za Onkološki inštitut. Takrat ste bili dejavno vpeti, tako v pripravo kot pozneje v samo izvedbo. In videlo se je, ko smo odhajali takrat s televizijske hiše, da vam je tisti večer takrat segel do srca, da vam je bilo pravzaprav lepo pri srcu, ker ste bili zraven in ker so bili mnogi na oni strani takega odprtega srca. Jaz sem razmišljal, če zberemo 50 tisoč evrov, smo lahko zadovoljni, potem cifra rasla 100, 200, 300, 400, na koncu sem postal zaskrbljen, se to je nemogoče. Ko vidiš odziv ljudi, pa tudi ko sem dvigoval telefon, videl sem, kakšna populacija ljudi je klicala, starejši ljudje, ogromno žensk, upokojencev, in verjamem, tisti denar, ki so ga dali, da je bil res, ni bilo enostavno jim dati, in ko vidiš tak odziv ljudi, da jih zanima ta problem, jaz nisem mogel verjeti. Jaz sem tako prijetno presenečen, človek čuti še dodatno odgovornost, da se res tukaj nekaj premakne, nekaj naredi. Danes smo, doktor Brecelj, tule v stavbi C Onkološkega inštituta. Jaz vem, da vi seveda iz dneva v dan delate tudi v ostalih stavbah na drugih oddelkih. Se je zdaj stavba C z novimi posteljami morda približala standardom, ki nekako živijo v novi stavbi? S tem je storjeno ogromno. Tukaj vidite, še marsikaj je treba predvsem gradbeno urediti, ampak če je 70 bolnikov, 70 težkih bolnikov, mogoče najtežjih onkoloških bolnikov, 24 ur preživi na eni kulturni postelji, mogoče se komu to zdi malo, ampak to je ogromno. Poleg tega tudi osebje, medicinske sestre lažje vršijo svojo nego, lažje delajo z bolniki. Tudi jaz mislim, da ta ideja, da se zamenja bolniške postelje, je bila super. Pač denarja, kljub temu, da je ogromna vsota zbrana denarja, še zdaleč ni dovolj za obnovo celotne stavbe C, ampak sem pa prepričan, to, kar se je naredilo in kar se še bo, da bo maksimalno najboljše izrabljeno. Hvala lepa, doktor Brecelj, za tale pogovor, veliko uspeha vam želim, pa še enkrat morda nasvidenje ob podobni priložnosti. Bom z veseljem se udeležil in res najlepša hvala vsem poslušalcem za tak odziv.